slikarja Staša Kleindiensta je umetnost oziroma njegovo slikarstvo tisto, kjer lahko v besedi neobesedljivo. V svojih slikarskih delih raziskuje, torej, kako nekako komunicirati prostor med mislijo in med občutkom. Kako torej komunicirati to, kar morda v današnji družbi že postaja, kot sem omenila, neobesedljivo. Umetnik se tako na individualni kot na kolektivni ravni ukvarja z vprašanji ideologije, nacionalne identitete, razmerij moči, avtoritete, javnega dobrega oziroma korporativnih interesov v odnosu do javnega dobrega, oblikovanje tudi seveda nekega javnega prostora, svobode govora in tudi ksenofobije. Kleindienst predvsem izhaja torej iz prizorov, ki jih je nekje že doživel, nekje že videl, predvsem iz nekega ruralnega okolja. Gre predvsem za sintezo njegovih torej spominov na določene situacije, določene dele krajine, določene prizore. Gre pri njegovem slikarskem procesu pravzaprav za nekakšen kompleksen razmislek, torej kako se soočati z nekimi družbenimi, kulturnimi, kompleksnimi vprašanji. Umetnik vselej v procesu svojega slikanja slike obravnava torej ne samo in raziskuje ne samo z nekega vsebinskega vidika, ampak predvsem tudi v raziskovanju slikarskega medija. Na tokratni razstavi v razstavišču ArtKit umetnik predstavlja večinoma slikarska dela manjših formatov. To je nekaj, kar je umetnik nakazal že v razstavi Anti-Arcadia, ki je bila na ogled lansko pomlad, in sicer v bivši samostanski cerkvi Galerije Božidarja Jakca v Stanjevici na Krki in pa v istoimenski oziroma razstavi z naslovom Insomnia v likovnem salonu oziroma Savinovem likovnem salonu v Žalcu. Ti manjši formati umetniku predstavljajo nov izziv, tako kar se tiče izgradnje same slikarske snovi oziroma same pripovedi, predvsem pa tudi izgradnje slikarskega platna na čisto formalni ravni. Mala platna seveda inherentno v bistvu prinašajo neko zgoščevanje pripovedi oziroma jo pogojujejo, pri čemer Kleindienst ne gradi teh prizorov kot izrezov iz večjih formatov, ampak jih gradi kot zaključene vsebinske oziroma slikarske enote, prizore. Vsi ti manjši formati seveda od umetnika zahtevajo virtuozno poznavanje tako grajenja, načina grajenja slike, tehnično obvladanje tega medija, likovnega medija, kot tudi seveda zelo premišljeno razmišljanje, kako zdaj zgraditi zgodbo, ki bo zaokrožena, ki bo celostna, kar pa seveda ostaja v Kleindienstovih delih zelo zanimivo, ne glede na velikost platna, je njegova res mojstrska sposobnost grajenja pripovedi, ki jo pa zmeraj pušča v nekem antagonističnem trenutku. Namreč ravno ti njegovi, recimo temu, prestopi med večjimi pogledi in manjšimi prizori, odprte večje krajine in pa mogoče manjših detajlov v gledalcu oziroma v gledalki vzbujajo neko nelagodje. Ne glede na format same slike, pa Kleindienst seveda ostaja zavezan krajinarstvu. Torej, krajina še vedno ostaja njegov primarni motiv. Skozi svoj slikarski opus slikar dokazuje ne samo res poglobljeno poznavanje zgodovine umetnosti oziroma krajine skozi različna slogovna obdobja, zgodovinska obdobja, ampak seveda tudi nek svoj avtorski pristop do oblikovanja, torej krajine na formalen način in seveda tudi skozi pripoved. Predvsem ga zanima pastorala kot samostojen žanr, saj v njej vidi
eno posebno moč prevajanja med partikularnim in univerzalnim. Seveda v njegovih delih lahko vidimo mogoče en sprehod skozi, torej, kot sem že omenila, zgodovino umetnosti in zgodovino tega motiva. Vidimo lahko seveda motive, ki izhajajo še iz antike. Lahko prepoznamo nekakšne mogoče motive iz Bruegelske krajine, seveda tudi modernistične krajine, predvsem urbanih prizorov 20. stoletja, ker predvsem nekako čutimo to osamelost oziroma osamljenost posameznika v sodobni družbi. V delih manjšega formata slikar tokrat gledalčevo oziroma gledalkino očišče nekoliko spusti. Gledalec oziroma gledalka se torej spustita iz tega pogleda ptičje perspektive, ki prevladuje v slikarskih platnih večjih formatov, kar nekako tudi mogoče poveže na nek intimen način pogled samega slikarja in pa seveda gledalke in gledalca. Po drugi strani pa to nekako sovpada tudi z umetnikovim prepričanjem, da gledalec oziroma gledalka morata v sliko vstopiti, ne da jih slika zaobjame. Sam naslov razstave Insomnia, torej vsa razstavljena dela, ki so nastala v zadnjih nekaj letih, nekako poveže tako na formalnem nivoju, kot tudi na vsebinskem. Na nek način, torej insomnija, tukaj ne govorimo o neki dobesedni nespečnosti, ampak predvsem o neki apatičnosti, pasivnosti družbe, kateri smo zadnje čase tudi priča, po drugi strani pa tudi nekemu mogoče neki družbeni inerciji. Hkrati ta naslov sovpada z umetnikovim zanimanjem, predvsem neke tehnične plati oziroma neke likovne plati slikanja nočnih prizorov. Namreč v zadnjih letih se umetnik predvsem usmerja v raziskovanje svetlobe, svetilnosti in žarenja. Seveda mu ravno motivi, nočni in večerni motivi, kjer lahko raziskuje torej svetilnost barve, žarenje in kako to seveda v slikarskem mediju deluje najlažje. Večerni in nočni motivi pa umetniku služijo tudi kot nekakšen psihološki prostor, ravno za raziskovanje mogoče vprašanj, ki smo jih omenili že na začetku. Atmosfera je torej tista, ki je še vedno glavna nosilka nekega razpoloženja Kleindienstovih del in odslikava seveda neko intimno na eni strani, pa tudi kolektivno, mogoče podzavest. Ravno to neko moč, svetilnost, žarenje in njegovo mojstrsko, virtuozno obvladovanje medija pa Kleindienst seveda dokaže v dveh delih, ki morda najbolj izstopata na tej razstavi. Eno je Nočni atelje, kjer res doseže to mojstrsko obvladanje in dokaže to mojstrsko obvladanje barv in slikarskega medija v spet nekem intimnem prostoru nočnega ateljeja, torej nekega osebnega, intimnega prostora, v katerega, kot bi rekla, oziroma kot v besedilu zapiše Maja Kač, vstopimo v nek prostor, kamor se duša, ustvarjalna duša umakne. Svojo virtuoznost slikar dokazuje tudi v delu Glasnik noči, ko temno nočno pokrajino razsvetli z žarečim kozolcem. Ta kozolec spominja na neonske svetlobne znake. To delo sicer ne dokazuje umetnikove virtuoznosti samo v tehničnem smislu, ampak vrhunec doseže tudi v subverzivni obravnavi pomensko nabitega simbola, kot je v našem primeru ravno kozolec. Eden ključnih elementov Kleindienstovega slikarstva je zagotovo vselej prisoten antagonizem.
V slikarjevih delih smo ga vajeni že seveda skozi njegov celoten opus, umetnik pa doseže ta moment predvsem s preigravanjem dobesednega in neotipljivega, med idilo krajine kot take in posameznimi grotesknimi prizori. Ti prizori nas v svoji srhljivi domačnosti vselej begajo in nas spodbujajo neko nelagodnost pogleda. To napetost Kleindienst gradi mojstrsko, seveda z nekimi realističnimi prizori in pa z nekimi, kot pravi sam temu, nastavki diskurzivnih niti ustvarja pripovedi, kjer pušča vselej odprt prostor z svojimi nejasno definiranimi prizori, detajli, za gledalčevo oziroma gledalkino lastno interpretacijo.